Ja, zdaj trenutno, glede na to, da smo imeli kar dobro rast, imamo probleme na tako imenovanem back-endu, se pravi customer support, logistika, izdajanje računov, računovodstvo, te stvari. In tukaj bom rekel, da sem se zavedal že nekaj časa nazaj, da bi rabili v bistvu nekoga, ki bi bil tako imenovan Chief Operating Officer, se pravi nekdo, ki poskrbi, da so te operacije izvedene, si postavljeni sistemi in da to potem laufa in se optimira. In pač tega še nismo poiskali, bom rekel, te osebe, tako da zdaj je potem to delo padlo na mene. Tako da zdaj trenutni izziv je recimo pač poskrbeti za to. Poleg, bom rekel, klasičnih rast podjetja, bom rekel, razmišljanje kako naprej. Brez financ pač ne bi bilo nič, ampak ravno tako pomembna je bila tudi ta vsebinska, se pravi sistem mentoriranja, potem te pomoči, se pravi razni tudi teli bootcampi, potem srečanje, vse to je nam zelo koristilo. Mi recimo teh produktov, ki so bolj povezani z investicijami, nismo toliko koristili, smo sicer naredili nekaj testnih pitchov, ampak pač nismo rastli tako z zunanjimi investicijami, tako da tega dela, kot sem omenil, nismo koristili, ampak predvsem ta mentorski del, bom rekel, pa to druženje, pa support, ker bom rekel, včasih je težko, ker nisi prepričan sam vase, nisi prepričan, da je to, kar delaš prav, tudi pač itak ne veš, to je eno, da ti nekdo svetuje, ampak tudi to, da ti dvigne moralo, da tako rečem. Tudi z tega vidika se mi zdi zelo dober, da so ta srečanja in vsi ti dogodki organizirani. Vsi ljudje, ki sodelujejo tukaj, vsi so polni energije, vsi so dajmo še to, dajmo še in to je tudi meni recimo osebno, pa nam ostalim dal, bom rekel, zagon ali pa pomagali neke težje trenutke, bom rekel, prebrodati.